A se vam je kdaj zgodilo tole? O, živo, Peter! Ni me hotel pozdraviti. On mene ne mara. Ali pa tole? Živo, Peter! Ni me hotel pozdraviti. Kjer prasec? Ali pa celo tole? Peter, on je to kul. Kaj ne mu rečem? Več ne bom nič. Ja, mami. Ko se nam zgodi kaj neprijetnega, se hitro ujamemo v past negativnega razmišljanja. Kaj pravzaprav je to negativno razmišljanje? Kaj so miselne pasti? Negativno razmišljanje je en tok misli, ko začnemo razmišljati o tem, da se nam bo zgodilo nekaj groznega. Takrat se pogosto ujamemo v miselne pasti in torej to pomeni, da začnemo razmišljati v enih takih absolutnih kategorijah. Razmišljamo črno-belo, temu rečemo. In pri anksioznosti je težava tega, da precenjujemo verjetnost tega groznega. Torej prepričani smo, da gotovo bo se nekaj hudega zgodilo. Zakaj ne moramo nehati skrbeti? Nekaj groznega se nam dogaja, pričakujemo en slab razplet, se skušamo temu izogniti. Kratkoročno nam to izboljša počutje, ampak potem pa takoj začnemo razmišljati o tem, ja, še dobro, da sem se zdaj izognil, še dobro, da nisem šel v šolo, ampak jutri bom pa sigurno vprašan in potem to hrani našo tesnobo, našo anksioznost in nas je potem kar naprej strah. Prva stvar, ki jo prepoznamo, je naš telesni odziv. Vedno, ko smo anksiozni, nam telo to pove. In takrat nam srce začne hitro biti, dihanje se nam pospeši, mišice se nam napnejo, zardevamo, potimo se, tako. Ker pri anksioznosti se namreč zgodi to, da se mi želimo izogniti tej situaciji. In to izogibanje je en tak drugi znak anksioznosti. Nehamo hoditi v šolo, zavrnemo povabilo prijateljev. In tretja stvar, mogoče tudi najpomembnejša stvar pri anksioznosti so pa te pasti, neko posploševanje, nihče me ne mara, vedno dobim slabo oceno. Takrat, ko to prepoznamo, vemo, da smo se ujeli v anksioznost. Težava pa nastopi takrat, ko je ta anksioznost premočna, torej ko je ta trema, ko je sramežljivost, ko je strah premočen, ko ti ne moreš več delati stvari, ki bi jih rad počel, ali pa stvari, ki bi jih moral početi. Ena taka prva pomoč pri anksioznosti, pri tesnobi, je praviloma gibanje. To je zelo pomembno takrat, ko smo res tako v slabi koži, da bi samo ležali, se pokrili z odejo počez glavo, ko samo renčimo na druge, dajte mi mir, pustite me pri miru. Kakšna je pa prva pomoč za anksioznost? Najbolj učinkovita stvar je, da se lotimo anksioznosti pri mislih, torej da prepoznamo miselne pasti in da se naučimo takega bolj realističnega razmišljanja. Potem pa gremo v ta drugi ključni del, to pa je izpostavljanje. Torej, da nehamo se izogibati situacijam, ki nam strah povzročajo, ampak da gremo v te situacije in da vidimo, da jih zmoremo. Obstajajo kakšni negativni stereotipi o anksioznosti, kakšne napačne informacije, kako krožijo o tem? En od takih stereotipov je to, da je anksioznost znak šibkosti, da ne moreš sam premagati, ampak temu ni tako. Jaz vedno trdim in vedno se z mladimi pogovarjam o tem, da je pravzaprav priznati si, da imaš težavo in poiskati pomoč znak neke moči, ne pa šibkosti. Fino se je, da mladostniki, ki čutijo eno tako tesnobo v sebi, da se pomenijo z svojimi prijatelji, da poveš to prijateljici, poveš prijatelju, staršu. Mogoče med mladimi je to pogosta težava, o kateri se pa ne govori, ne? In to je res mogoče tudi tisti prvi korak k temu, da ti bo lažje, da si boš lažje pomagal, torej da to nekomu poveš in potem nekako skupaj tudi poskušaš najti neko rešitev.